Lepo zdrav, dobro večer, spoštovani vsi pred vašimi malimi ekrani, kjerkoli ste, cenjena publika. Hvala Bogu, da je konec tedna, da je petek pred nami in da so z vami spet naši čudoviti gosti. Danes imamo za vas Aljo Krušič, potem Danijelo in Jerneja. Z nami danes tudi pop opera pevec Damjano Roj. Na konju bo z vami Maja Mlinar. In še ena čisto posebna zadeva, specialno za nocoj poolimpijska štajerska zimska oprema. Super oddaja nas čaka, tu ostati pred TV-jem. Dobrodošli v nocojšnji oddaji v petek z menoj. Za razliko od prejšnjih oddaj bomo danes vsaj malenkost plesni, če se spomnite iz prejšnjih oddaj, sem enkrat dal zelo kratek nasvet, kaj narediti, če greste ven, pa se vam recimo pleše vsaj malo, da ne boste preveč se gibali, da ne boste preveč zašvicani, da ne boste deklice šle k fantom čist prešvicane, sam nogo malo pomikati, nič drugega početi, na peti jo obračati, pa mogoče malo z boki delati, kot držite kozarec. Nič, čisto simpel. Ne se preveč truditi, da ne boste pol vtisa naredili čisto v nasprotni smeri to, kar ste želeli narediti. Zdaj nocoj vam bosta Danijela Podgornik Pekič in Jernej Breinholc pokazala, kaj je ta pravi ples, kaj je tango, če boste želeli ponoviti te korake, dajte plas narediti v dnevni sobi, da boste imeli dovolj prostora, ne boste kaj razbili recimo, da. In preden se to zgodi, bomo seveda kot vedno začeli z glasbo. Zdaj vprašanje za začetek, kaj dobite, če zmešate Babylon in Bebop? Dobite Babi Bebop. Ne, se ne. Dobite Sopranose, eno super skupino, ki bo z nami danes. Za začetek nam bodo zapeli komad Spontano, pol pa bomo z njimi še kaj spregovorili. Torej, Sopranos in Spontano. Zvezda na naročju istega sva gnezda, dlan v dlani, jaz in ti. Odletiva čez svilena polja, da bi dotaknila se vesolja, ko sva skupaj, strah naju ni. Romantiki so odprta vrata, je preprosto vse s teboj. Se zdi mi vse tako spontano, s teboj je vsak trenutek dragocen. S teboj mi dotiki pelje v neznano, tvoje kože je dotik iskren. Tako spontano, dotik iskren. Midva sva kot ista stran romana, jutra v soncu, od dežja oprana, ista misel, isti navdih. Odletiva čez svilena polja, da bi dotaknila se vesolja. Ko sva skupaj, strah naju ni. Ko romantiki so odprta vrata, je preprosto vse s teboj. Se zdi mi vse tako spontano, s teboj je vsak trenutek dragocen. S teboj mi dotiki pelje v neznano, tvoje kože je dotik iskren. S teboj
Sopranos, Spontano in Frank Nova. Spoštovanje, cenjeni, izvoli. Spoštovanje. Mikrofon, da te bomo slišali, kaj? Poslušaj, zdaj Sopranos. Odkot ime sploh? Sopranos, ja. To je bila moja najljubša serija. To še vedel sem, kaj boš rekel, ampak ko človek prebere Sopranos, ne si misli, zdaj bo Tony prišel, pa tam bo imel zraven tiste svoje, kaj še, Chris je Pa bil tisti Frank, povis- je pa njegov prijatelj, itak. Frank. Ja, no, to je to. To je to pa. Frank. Pauli, pa vse, Ja, kar je še ostalega mafijašev ob strani. Ampak čisto res, po seriji si izbral to ime, ali kaj? Po seriji, malo tudi povezano je s saksofonom, ki ga jaz Okej, igram, okej. alt saksofon in sopran In sopran saksofon. saksofon, tako. In tudi pač sopran je tudi ženski glas, tako da plus tega je latinsko ime in se nekako v vseh jezikih izgovarja enako. Zdaj si našel ene 3-4 alibije naenkrat iz Ja, žepa. polno, ja. Tako, ne, če te kdo ustavi, pa ti to reče. Preden te vprašam, kako ste sploh prišli skupaj, še to, mimo grede Soprano si omenil, kdo, če bi lahko zbiral, kdo bi bil iz serije? V seriji. Ja. Jaz bi bil kartoni, po mojem. Zelo, Bombli. zelo tak zanimiv tip človeka. Lik za crkni. Poslušaj, čisto hitro mi povej, kako ste prišli skupaj? Torej, Babylon, Bebop. Kaj je to? Skupaj smo prišli dejansko to, pač je neka taka fraza, ko rečeš, radi imamo neka glasbo, radi nastopamo na odru, ni nam nič težko, kar se tiče glasbe in zato smo tudi že 10 let skupaj. S tem, da smo že mi prej delali in pol bebop in tako Ja, naprej. itak. Ampak to zdaj 10 let, boste počasi morali neko obletnico narediti letos, ali? Ja, En žur. že delamo, tudi Šov, smo big že time. imeli v Ljubljani en tak koncertek lep. Zdaj radi bi pa zaključili tudi z eno ploščo, da pač zaključimo to delovanje, ker smo nekako vseeno mal še vedno družinski bend, otroci rastejo, jaz sem že vnuka. Ti si že dedek. Jaz sem že dedek. O, Jezus, dajmo ga čim prej domov poslati. Ja, da. Frank, hvala. Grem spat, hvala. Kamilce narediti, Baldrijanove kapljice, da se fant spočije. Že ne, hecam te, poslušaj, ampak res, daj se prosim oglasi pri skupini zdaj, da te pustim, Tako. da še greste skozi, en komad bomo še slišali kasneje, eno pesem, zdaj je bilo spontano, kaj še čaka? Potem? Čaka nas naša samo- kar najbolj prepoznavna isto ime. Isto ime tako, ne samo ime, isto ime. Dobro, Frank, hvala za zdaj, hvala za zdaj, lepo se mej, pa se vidiva, pa slišiva kasneje, prav? Jaz, Frank Nova, dame in gospodje, kultna osebnost na slovenski glasbeni sceni, kdo ga ne pozna. Evo, če ne poznate Sopranos, pol, dajte z nami ostati še naprej v vsakem primeru. Zdaj, osrednja dva gosta nocoj sta Daniela Podgornik Pekič in Jernej Brenholc. Spoštovanje, dobro večer. Zdravo, Dober večer. Zdravo. Plesalec in plesalka. Tako? Ste bila kdaj par? Nikoli. Nikoli. Ti si kar začel s temi provokativnimi. Jaz se prije takoj s tem, da ne sprašujem, da ne okoliščim nekaj. Vemo prvo klizački, recimo sam tudi pozna fuzbalski žargon konc koncev, ne? To je res. Ja, to. Kako dolgo plešete skupaj? Jer ne bolj za številke, ampak to vem, 20 let bova zdaj imela skupaj plesne kariere. To mi boste imeli obletnico oziroma, ja, obletnico. Ja. Boste morali praznovati to. Bomo. Jer ne Boste. pripravlja. Ja, zdaj nismo še razkrili, ampak bomo nekaj naredila. Morate povabiti. Ja, bomo. Obvezno. Zdaj, če ste že tu, upam, ne? Prav bi bilo. Sloveno. Vse veš, štarci. Iz Olike, recimo, lahko tudi en dan prej kot, ne? Aha, da bi, kaj bi ti imel malo tako tisto... Ja. Malo smo pozabili, jutri imamo obletnico, kaj bo se... Te je velika možnost, da ne boste mogli priti. Ja, se je to ravno, to znamo to povedati. Poslušaj, kako ste videli prišli skupaj sploh? Ja, jaz sem ostala brez plesalca, pa smo iz Maribora šli na Ptuj uvoziti, tako da imamo Ptujčana uvoženega v Maribor. To so Ptujčana smo, Prleka smo uvozili v Maribor, v to mesto, zakaj smo to naredili, kaj nimamo mi svojih plesalcev? Mate samo... Imamo plesalcev, imamo Ne takih kot je, ne? Ja. Ne da bi zdaj, ne, ampak... Poslušaj, kak je, recimo tudi prestop sodi zraven v tisti okvir,
kjer pač tudi neka odškodnina Ja, se pojavi seveda, potom, ne? Zdaj, ker ste- kontaktirali smo njegovega menedžerja. Ne, Zdaj, ko se tako pogovarjam, pa ko se tako smi, ne vem, me je hecali ali resno misli. ne, ni hec, res dejansko tudi v plesu, pač so prestopi med enim pa drugim klubom plačljivi. Tako da Vsaj takrat so bili, no, ja, zdaj, no, ja. verjetno so še zdaj, Ja. tako da smo kar dosti plačali za Erneja. Je bil... Se je splačalo, je vreden svojega denarja. Veš kaj, še premalo so naplačali, tako da... To je povsod tako. Ja, veš. Ker jaz sem zdaj gotovo, da bi lahko s temi pogodbami v teh 20 letih ogromno zaslužil, pa nisem, ne, tako da... Ja. Sponzorske pa, te se Zdaj več ste tako ste fajn sogovornika, da jaz nekdaj se heca, tako da resno mislite. Tako da... To še mi med sabo ne vemo. A ja, okej, dobro, recimo, da... ja. Ok, recimo, da je to bilo zdaj resno, lahko bi več zaslužil, pa nisem. To imamo vsi take izkušnje, ne? Ja, glej. Mi se bomo vrnili še nazaj. Imam eno zelo super presenečenje za vaju, pa vidva za vse nas tudi, če kaj vem. Mi dva nič ne vemo. Nič ne veste. Plesala bosta kasneje. A ja? Ba jeste plesalca, vidva. Če so pa rekli, da zato, ker jaz podvodno kičkanje dobro špilam. Jaz pa da pojem. Ja. Dobro, ti boš pela, midva grejo ta cajt borovničke nekaj spit. To pa lahko. Alo, še alo, tu jaz Okej, tudi heca se. zraven. Dajmo se mi ustaviti pri skladbah spet, še eno mlado pevko bomo predstavili. Aljo Krušič, zapela nam bo Naju popelje. Zapljeno poletje, po tebi še diši, na koži tvoj dotik se, kot pesek me drži. A ti pobral si slike, pustil mi bled spomin, če čas zaceli rane, zakaj še kar drhtim? A kaj pa ti, bi se še spoznala čez mnogo let, kot nocoj. Naj jo popelje, ja, kjer nekoč se srečava, naj jo popelje, tja, kjer se duši ujemata, naj jo popelje, tja, kjer nekoč se srečava, naj jo popelje, tja, kot nocoj. Naj jo popelje, naj jo popelje. Minilo je poletje, osamljeno srce, pa še potiho upa, da te našlo bo nekje. Nekje tam, kjer so sanje, nekje tam med ljudmi, med sivimi obrazi, le tvoj se obarva zdi. A kaj pa vem, bi te še poznala čez 1000 let, kot takrat. Naj jo popelje, tja, kjer nekoč se srečava, naj jo popelje, tja, kjer se duši ujemata, naj jo popelje, tja, kjer nekoč se srečava, naj jo popelje, tja, kot nocoj. Naj jo popelje, naj jo popelje. Naj jo popelje, tja, kjer nekoč se srečava, naj jo popelje, tja, kjer se duši ujemata, naj jo popelje, tja, kjer nekoč se srečava, kot nocoj. Naj jo popelje, naj jo popelje. Alja Krušič, Naju popelje. No. Dobro večer, spoštovanje. Dobro večer. Izkušnja. Naju popelje. Kdo naju popelje? Kam? Soda naprej.
usoda v Čez kaj 50 naslednjo let. sezono, ne, v prihodnost, ki V ni nikjer prihodnost. zapisana. Ja. Poslušaj, komad, ti napisala? Ne, Alex Volasko. Aleks Volasko, mi smo ga tukaj na oddaji, predprejšnjič, mislim, da 14 dni nazaj je bil z nami. Fajn dečko. Ja, fajn je, sodelujemo že 5 let. Sodelujete že vsta čas? Ja. Ti si zdaj na sceni, koliko časa si dejansko? 5 let, od 2013, Aha. ko sem zmagala na talentih, od takrat naprej se trudim ostati na sceni. čim več Prisotna, komadov in ja, prezentna in tako naprej. Ti si neče iz Maribora, ampak si iz Ribnice na Pohorju, kar je Ja. recimo relativno blizu. No? Pohorka, Ja, Pohorka, ja. kleno dekle, še imate sneg? Na tistih Preveč ga imamo. višinah preveč, no? Ja. Vse skupaj. Kidaš redno? Redno v tem času. Poslušaj, daj mi povej, kje si največ nastopala? Do zdaj, recimo do danes. Kje nastopaš? Zdaj imam 25. marca imam svoj samostojni koncert Okej. v Ribnici. Drugače pa nastopam, ne vem pač, kam me popelje. Ja. Kamorkoli te povabijo, Ja, tudi tako. to. Zdaj 25. marca v Ribnici na Pohorju, Ja, Si rekla? imamo koncert za materinski dan, Aha. ob materinskem dnevu. tako. Če te želijo videti, te pridejo tja pogledat. Ja, so lepo To je to. vabljeni si. Aljo Krušič, pridemo vsi pogledat 25. marca. Zacajh na to, zabeležiti, no? Pridite pogledat, gospodično. Še en komad boš kasneje zapela in sicer Nisi sam. Je res to? Ja, Tega si ti napisala ali tudi Aleks? ne tudi Alex. Vse Aleks. Vse Alex. Sta par? Ne, nismo. Sem par. vprašal, si že moral prej vprašati, tako da tudi to za hec. Poslušaj, vprašanje čisto na kratko, plešeš ti drugače? Poješ, ja? Pojem, ja, plešem tudi samo doma, ko noben ne vidi. Doma, in ko ne noben ne gleda. vidi, ne, pa sva na iste, ne. Sem jaz tudi pojem takrat, ko noben ne vidi, pa ne sliši. to razliko pa mava, ti in jaz. Evo, zdaj pa čas, da zaplešete, magari, če želite, jaz sicer predlagam, da bolj spremljate, prej sem rekel, da imata Daniela pa Jernej nekaj za nas, in sicer argentinski tango. Daniela, Podgornik, Pekič in Jernej Brenholc. Daniela in Jernej, če se mene vpraša osebno, dvomim, da nista par, ali pa da nista bila, recimo. Ja, pustimo to pri miru, dajmo se mi ustaviti v našem vijoličnem kotičku. Ja, tak cajt je, ko je treba spet odpreti vijolični kotiček, pa postaviti na vse štiri noge naš fuzbal. Kalčeto, zakaj kalčeto, boste izvedeli čez dobro minuto. Dajmo se mi ustaviti pri prvi izzivalki nocoj, to je Maja Mlinar. Spoštovani, dober večer. Zdravo, živjo. Zdravo, kako si, Maja? Odlično. Si v redu? Ja. Kaj si mi prinesla? To je zame. Prinesla sem čelado. Ok. Verjetno veš zakaj. Je, Če še ne veš, boš povedal. Za konja Ne, to moraš za imeti jahača. čelado. To za jahača. Ne, vem, da je za jahača, ampak če greš na konja, izvoli sest. No, Hvala. najprej. Tole je pa za konja. Okej. Ko je priden, ga vsak
pol jabolka pojeta. Ok, se pravi, Za zdravje. jaz pol pa kom pol. Tako, Okay. izvoliš. Si lahko recimo tako deliva, ko se lepo reče, en pajs jaz, en pajs on. Tudi lahko. Bratsko si razdelita pa na koncu. Ne, ampak res, kak ti to narediš, date na pol, pa vsak svoje poje, pa je to to. Tako je, tako je. Ok, jaz si zdaj lahko to dam gor, tako za hec. Izvoli. Najbrž. Konjički pa pri meni čakajo. Evo, konjički so pri tebi. Tako je. Kje se jih najde? Kje je to? Najdeš jih v Žalcu, Ok, v Savinjski. se zdaj gremo v Žalec. Jaz si dam pa čelado gor. Tako čelado sem imel do svojega 10. leta. Vsak dan na glavi. Še v osnovni šoli. Varnost je ta prvo mesto, a ne? Ko sem bil še zelo majhen, sem padel na glavo parkrat. Pa so rekli, boljše čelado fant nosi. Evo. Danes pa na televiziji Kot da delam. bi vedela. Super. Žurka, daj mi povej nekaj. Recimo, kako je s konji zdaj, če je nekoga strah konjev, pa je vseeno rad jahal. Kaj je treba narediti? Je sploh kakšna rešitev? Najprej se treba veliko družiti z njimi, da vidimo, kako se konji odražajo. In potem počasi stopnjujemo na njegov hrbet. Tako da, to je najboljše zdravilo, no? Za preboleti strah. Drugače pa kako dolgo ti jahaš? Verjetno tako že kar Pa že zase. od otroštva, no. Otroštva. Že odkar sem shodila, so me posadili v sedlo in od tam sem zdaj od hobija šla v profesionalno smer. Poslušaj, zdaj, preden pridemo na to opravo, ki jo imaš na sebi, zdaj verjetno ti tudi vzgajaš, torej podmladek, tiste tam mlajše, ki se želijo naučiti jahati, Tako je. pa tudi kakšne starejše. Tako je. Take, ki imajo čelado, recimo, Tako v je. prostem času. K meni hodijo otroci, stari od 3 let naprej, potem pa tudi mladostniki, starejši, starši, tudi detki, babice, vse sorte pride k meni. Konj je kot neka terapija v bistvu. Tako je. Tudi pomirja, recimo Tako je. sprošča. Tako je. naprej. Oprava, ki jo imaš na sebi, Ja, v bistvu to je tekmovalna oprema, ki potem po določenih urah jahanja in po določenih izkušnjah na konju lahko pristopimo na tekme, ki imamo že prej naredite dovoljene licence. Takšna oprava je lahko do neke stopnje in v dresurnem jahanju in v skakalnem jahanju. to je zdaj vseeno, to imaš lahko za dresuro, lahko imaš za skakanje. Se pravi, do določene stopnje, potem se pa že mečken stvari spremenijo. Od recimo rekelčka pri dresuri, pa potem nameščelade pri dresuri imajo načeloma ali čelado ali pa klobuček. Okay. Da mi da do fuzbola stopiti, da nam ne bo zmanjkalo časa. Sicer... Čisto kratko vprašanje, ti recimo še nastopaš? Še tekmuješ kaj, dresura? Jaz sem zadnje 2 leti zdaj doma in učim kot učitelj jahanja. Drugače pa prej sem pa skozi svoj hobi tekmovala in imela to stvar za sebe in za svojo dušo. Prav, boljše tako verjetno, ne? Pa ja, zakaj pa ne? Malo spremembe. Danes bo tvoj spremljevalec, ne spremljevalec, ampak izzivalec, mogoče bo spremljevalec, to ne vem, to pustim njemu. Damjano Roj. Super. Damjano, spoštovanje. Živja. Si se bal, da mi ne boš padel tu gor po tem podiumu, se je že kdaj zgodilo, da se je kdo spotaknil. Kako se povem, si v redu? Ja, v redu. Razpoloženje, Mi vse muzikanti štima? moramo biti zmeraj v redu. Ja. Če ne boš v redu, ti dam čelado. Poslušaj, ti poješ pop opero. Tako je. Kaj je to? To je taka zvrst kombinacija popa in opere skupaj, tako da je zanimiva in Ti kar povej. me je prevzela ta smer. Kako dolgo že? To od leta 2010. Čakaj, ti si takrat nastopil, Na to je bila prva Talentih. sezona, oziroma to je že 8 let od tega. Ja, tako je. Prva sezona Slovenija ima talent. Damjano Roj, zdaj se te še spomnil takrat verjetno, ne? Tako, še vedno. Dobro, če se ne, pa se te bodo po fuzbalu. Odkot prihajaš? Iz Maribora. Iz Maribora, dobro, ampak sicer Sicer pa rojen iz Izole, Kalčeto, Kalčeto. mali fuzbal, ročni fuzbal. Tako, ja. To je to, kar bomo danes igrali. Ti si s tem zelo nekako seznanjena, znaš zadevo, obvladaš. Pustimo strokovnjakom, bomo videli, kaj bo. No, pa tako. Ti, kako si s tem na ti? Sem bil na ti, tako da zdaj nisem že nekaj časa res. To si priznan rečejo. igral. Vsi, ki pridejo, rečejo, da če nisem to igral Res, 10 let. res. Ne vem, več to smo včasih igrali, pa vsi zabijajo gole sprve. V glavnem, šprudlat ne smeta.
To se ne sme početi, prav? Drugače pa vam pustim vse odprto, mikrofon mislim, da boš imel roke proste. Evo, obema želim veliko sreče, tisti, ki prvi doseže 3 gole, je zmagal in gre v naslednjo rundo. Poraženec dobi eno super lepo uro kot tolažilno nagrado. Zdaj, jaz jabolček umaknem. Jabolček, to si ti rekla, ne? Jabolček. Jabolček, 1-0. Ne me moti. Vse čez... Ja, vem, moja napaka. Čakaj, ne, ti imaš rdečega. Ok, se prečujem. Sem glih nasprotno naredil, kar sem želel narediti dejansko. Pomagati malo, ne, se pa Damjano itak gentleman, da te bo tudi malo pustil dihati, če recimo. Hvala. 2-0. Ti si želiš uro, ne, očitno? Ja. Pa je kar precej luštan. Dolg strel čez igrišče, Damjano seveda nežen kot pri operi, nič ne pretirava. Čez igrišče igramo kalčeto in lepre na srečo. To je bilo šolsko zdaj. To je pa moja leva roka. Ne, leva je slabša od desne, ali kaj? Tako. Nekakor se vzame. Ok, 3-0, to je to. Damjano, čestitke za zmago. Jaz bi te kar poslal zdaj na oder, da nam ti nekaj zapoješ in sicer 2 komada, oziroma 2 skladbe bomo slišali. Najprej Ladje, pol pa še enega Forgive me if you can. Dobro, dajmo najprej mi Ladje prisluhniti, izvoli na stage. Hvala ti, da si prišla, čelado bom zadržal. Prav. Tebi vračam uro, vračam. Poklanjam ti uro kot tolažilno nagrado. Hvala lepa je. Pa ko bo sneg skopnel do konca, greva jahati, prav? Brez skrbi, lahko že prej. Super. Sanke ponesi s sabo, pa bomo šli. Pa hvala za jabolko. Malenkost. To je to, Damjano Roj, Ladje, izvoli. Sem izgubljal kompas, ladje so njene, zlile več krvi mi skozi vene. Njena lahkost, njena pot na maestralu brez časnih not. Piano, piano, zvlekla me je v pristan. Ko sem povsod izgubljal stare mornarje in ko so jadrom srce zarezale škarje, jih se šivje svem besed, zlekel mornarje na krovje spet, da obzorje vošči mi dober dan. Brez tipk in strun je tolmun idej za naprej. Varno me pred orkani skrije v kabini, sem srd in negotov, razbremeni me iz kleščokov, ta straviato nekam odpleševa.
Damjano, Roj in Ladja še eno skladbo bomo kasneje slišali, ki jo bo zapel seveda in sicer eno tako lepo angleško, kot se reče, Forgive me if you can, super zadeva, ki ne smete zamuditi. Z nami ostače naprej, tukaj sta nocojšnji osrednji osebnosti Daniela in Jernej. Yes. Lepo sta plesala to, na argentinski tango. Plešate še kaj drugega razen tega? Pa plešemo vse možno. No. Standardne, latinsko-ameriške. Kaj imate raje? Standardne ali latinsko-ameriške? To je zelo težko vprašanje. Veš. Zdaj, mi dva smo vedno tekmovali v 10 plesih, bila kombinatorca, to pomeni, da smo mogla imeti enako rada obojno. No. Čeprav smo bila svoj čas uspešnejša v standardnih, ampak rada pa smo imela vseeno, čisto iskreno. Kaj vam je bolj ležalo, recimo? Kje sta se bolj našla? No, jaz osebno pri standardnih plesih, ker sem pač bolj tak umirjen tip. Kaj? Bolj umirjen tip. Umirjen tip, ja. Vse se mu vidi, ja. Reče vsak, ki ga Če ste tam pol anemičen, je. Ja, čisto tak je. Pod 70. Ja, glej. Oh, come on. Se ne verjamem, da nista par, ne. V tangu je bilo, mislim, ogromno strasti. Ne? V latinsko-ameriških plesih verjetno tudi malo bolj izkažete to, ne? Plesalci, plesalke. Ne? Ja, recimo, da, no, v bistvu, ja, v standardnih plesih, če ne drugega, zaradi one prisilne drže, ne moreš toliko izkazati, ne, kot pri latinsko-ameriških, ne. Ja, je to istak. Tako da, ja. Ampak plesalci smo na pol igralci, tako da... Tako. Ja, dajte mi povedati o rezultatih na tekmovanjih. Ja, Kje sta se najbolj zdaj tak je, ne, zdaj... izkazala? Jaz osebno pa tudi Daniela, no, oba dva v bistvu zelo nerada o nekih rezultatih govorimo, zato ker se nam zdi, da bo pomembno tisto, kaj ti človeku daš, ko te gleda, ne. Torej, ko človek vidi neko tvojo točko, si reče, ja, všeč mi je, a pa ni mi všeč. Pa to že noben nikoli ni rekel. Ja, mi da smo pač posebna, ne. Lej, kaj ti naj rečem? Vidva sta res nekaj posebnega, se zato ravno. Ne moreš verjeti. Ja. Ne, drugače, glej, rezultati so, kaj te, mislim, vse smo imela odlične rezultate, ne. Bila smo vedno zelo blizu vrha, dosti krat tudi na samem vrhu. Res je, da nismo pač bila nikoli svetovna prvaka, to nam je zmanjkalo. Koliko vam je zmanjkalo? Ja, tam je na 2-3 mesta, no. Ja. To je zelo blizu, to se že praktično skoraj, da svetovna prvaka. Skoraj, da zdaj, če bi recimo prvi trije dobili drisko. Čisto malo sreče, recimo. Ja, recimo, ne. Ne, zdaj smo bili res zelo izenačeni, smo bili pa dosti krat je bilo, vse veš, na tekmah pač športnih tak je, ne. Res pa tudi, da smo zelo hitro nehali tekmovati in Da mogoče bi lahko še kaj več, ampak načeloma pa smo finalista večjih tekmovanj bila, tako da na kar smo pa zelo ponosna, no. Ja. Super, aplauz. Vsaka čast. Kako dolgo lahko plešete? Recimo, kako dolgo lahko nekdo tekmuje v plesih? Se bi še lahko, ne, mislim, mogoče ne zgledam, ampak nisem tako stara. On gleda, mogoče ja, pa ne zdaj, več. ker sem tako umirjen, pa to se ti zdi, da se že imam enih 50, nijam še toliko, ne, ampak blizu sem, ne, se ne. Veš, kak je čisto tak, no, Andrej Škufcat je tipičen primer, ne, sicer zdaj ne bomo v letih, ker ne vem, če bi to želel on razkriti, ali ne, se tako piše na internetu, ampak on še do pred kratkim tekmoval, ne, in je živ odraz tega, da se pač da ni doben problem, če ti je to seveda želja in če v tem vidiš Pa če zdravje, ne, Pa če zdravje, Če zdravje funkcionira, ja. Zdaj, eno presenečenje vam zavajal, morali smo preobleči, pa da vidite še, kako ste v enih drugih aktivnostih sposobni doseči najvišja mesta. To pomeni zdaj, ne vem, bomo kaj jedla, ali kaj, no. Jedla boste z malo sreče, recimo, kaj zelo hladnega ali pa zelo mrzlega. Na sladoledna je pala. Ja, to je to mogoče, kdo bi rekel, ampak daj malo počakati, mi dajmo en kratek break narediti, tacaj, vi ne odhajati, ok, kak čip vzeti, pivo, hitro, pa ne traja predolgo, vidva pa, nič, preobleči se bo treba počasi. Tu ostane. Pokaži spretnost, kaj se zgodi, ko Pjongčang sreča Maribor in obratno. Potem se spravimo na smuči in smo Jakov fuck. V tem primeru je Jernej fuck. Bi šlo to? Dober prijemek, ja, všeč mi je. Meni tudi zdaj na sebi imaš zelo ene stare, bom rekel, pa ene težke dile, tekaške, so udobne, lepo smo te zalepili gor na noge. Kako se počutiš, povej mi?
Jaz sem rojen na smučah, kot da sem se rodil, ni to problem. To samo čakam na štart. Ti dejansko nisi sam plesalec, ampak si smučar. Bolj v prvi vrsti si smučarski tekač, ne? Tako zgleda. Ko ni bilo avtobusa s Ptuja, sem lepo v Maribor prišel smučmaj. Lepo tak. Včasih sanke, včasih to, kak je bilo. Največkrat smučke, zdaj se boš lahko izkazal. Torej, zdaj je zelo enostavno, danes moramo pokazati spretnost. Jaz ne, hvala Bogu, evo Jernej in Daniela. Najprej seveda v tem primeru imajo ne ženske prednost, ampak moški. En lep krog, ki smo ga izdolbli tukaj za našim studijem. Potem, ko prideš, ko prvi krog narediš, te čaka 5 kep in tarča s 5 krogi. No, to poznaš iz biatlona, vsako spraviš torej vsako kepo v svojo tarčo, če katero zgrešiš, naj se boš, lahko leže, lahko stoje, tehnika odvisna od tebe, taktika tudi. Zdaj, vsako, ki jo zgrešiš, pomeni še 5 sekund pribitka. Prav? Zelo enostavno. Ko to narediš, še en krog okrog, torej 2 kroga morata biti, v redu? Ok, zdaj sem tak prej 3 probo, tako da zdaj. Si se že ogrel, ne? Dobro, poglej, mi štopamo čas, najprej gre Jernej na pot, za njim gre seveda Daniela, tako da če si ti redi, smo mi vsi skupaj redi. Bo šlo, prekrižati se seveda obvezno. Štopamo čas, gre, mišice, špila vse, Pjongčang, gremo 3, 4, zdaj! Dobro mu gre. Jaz mislim, da mu gre zelo dobro, glej, reže smučino spet. Glej ta slog. Ko Jakov. Odlično. Jaz mislim, da Jakov nima takega stila. Zdaj, če Jakov spremlja, pol bi moral... Jernej, v liniji ostani, v liniji, spomni se na bob, pa na sanke. Prvi padec zaradi hitrosti. Viš, to se zgodi, ne? To se zgodi, smučke so preveč namazane, pri manjši klančini, ne? Tekmovalci včasih padejo. To je zelo, v bistvu je prizoril Petro Majdič. Pa manjka sam še Jarek. Ja, imaš cele rebra, Jernej? Kak so rebra? Jernej so v redu? Jernej fak pri drugem zavoju, to je šikana, to smo ti naredili, ker si prehiter. Mogoče, če bo težja poškodba, mislim, da jaz nam niti rabila iti, ker bomo morali prekiniti, poklicati rešilca. Kaj ti bomo novega plesalca ponašli? Novega plesalca, zaradi tega, ker mislim, da z njim ne bo več kaj dost neke sreče pa vsega skupaj. Jaz si rajši klopotačo na hrbet zvežem, kot pa da grem plesati, čist tak. Kaj pa ne bi raje probal to? To je skoraj tako hudo, kot pa da klopotačo na hrbtu. Ne, malo se heca, ampak o tem bom videl še več povedal, zakaj kačo. Evo, Jernej prihaja v prvo ciljno ravnino, torej prvi krog ciljna ravnina. Pjongčang z Bjørndalom ne zaostaja, vodi ga za debele 3 ure. In prva tarča, zdaj da vidimo, kak stil bo bral, stoje ali leže. Da je vrgel dol palce, ker vprašanje, če jih bo pobral. Torej že 5 sekund prebitka, drugih 5 sekund prebitka. Bravo! No. Tretjih 5 sekund in četrtih 5 sekund, to je še 20 sekund prebitka. Jernej fak, Pjongčang 2018. Reže novo smučino, glej. Ja, zdaj... Tako bolj tu vominek šla lepše. Meni se zdi, da bo še enkrat padel že. Ne bi bilo slabo, ne? Duplek 2020, to se zdaj pripravljamo na svetovno prvenstvo. A ja, duplek, ja, gosti za naslednje, ne sem slišala. Zgornji ali spodnji? Mislim, da oba skupaj, gre s pokljuke, gre iz enega na drugi konec, se bo teglo pa streljalo. Pa prvič bo v zgodovini bo žive tarče dejansko. Aha, prnične? Ali bo stoječe? Oba! In Jernej Brenholc je spet potegnil Petro Majdič z rokava. Medtem snežno neurje. Zdaj žirija razmišlja, če bi kar prekinila tekmovanje. Hvala Bogu, da ni neka kilja dobil v tem času, ne? Ker če bi bil taki, kot je bil v tekmovalni formi, bi ga zdaj ta snežni metež odnesel, veš. Bi ga vrnil na stran, ali zdaj se je sredil, zdaj težji ali kaj? Ja, malo je dobil gor, ja. Malo pa ni koliko tak med nama. Ne, smem tega povedati, ubija me. Ok, v redu, zdaj če se ne bo sam še s kakim tretjim padcem. Jernej v zadnji ravnini. Super čas. Ja, pa mu gre kar vseeno kar od rok, ne? Pa od nog. Smuči še ima, 20 sekund prebitka je bilo na zadnje, če se jaz kaj spomnim prav. Eno tarčo je počel, evo. In stop! Ok,
Evo ga, utrujen do konca. Jernej Fak v cilju, izmučen, brez sape. To je zelo grd pogled, kaj vidim zdaj pri tem, gospe, gospodje. Grdo. Ni za pogledati, če imate otroke, dajte skrit čim prej. Bruha še ne, ampak je pa utrujen do konca, izčrpan. Niti najhujšemu sovražniku. Ja, kakšni so občutki, Jernej? Ne, niti kako me je. Fak se piše. Sem dobre. Samo prijemak bom uporabil. Fak. Nič več. Sorry. Hvala familiji za podporo pri treningi. Mama, hata, vsi, sestre, bratje, žena, otrok, vsi. Evo, zdravniki so že na poti, mi se za ta čas poslavljamo počasi. Gremo čas pogledati, koliko mu je uspelo, medtem naj Alja Krušič eno zapoje, mi ga pa gremo skupaj brat pa odnes nekam. No, evo ga. Spet sediš v svoji sobi in zakrivaš svoj obraz. Se v tvojem mladem srcu skriva grenek prav. Ne verjemi starim zgodbam, ne zapiraj več oči. Svet že zunaj čaka na te, a se ti ne zdi. Le prisluhni tihim tem besedam in z menoj nariši čisto nov dan. Le prisluhni mi na svetu sanj, poiščem tvoj nasmeh, veš, nisi več sam. Nisi sam. Nisi sam. Ne budi tako drugi, budi drugim svetla stran. Ko iskal boš svojo srečo, veš, da nisi sam. Le prisluhni tihim tem besedam in z menoj nariši čisto nov dan. Le prisluhni mi na svetu sanj, poiščem tvoj nasmeh, veš, nisi več sam. Nisi več sam. Nisi sam. Ne bodi tako si, to tvoj dan je, to si ti. Zdaj zakliči glasno v nebo. Never jemi vsem, to na njihov bo problem. Danes naju plavajo skrbi. Le prisluhni tihim tem besedam in z menoj nariši čisto nov dan. Le prisluhni mi na svetu sanj, poiščem tvoj nasmeh, veš, nisi več sam. Za vse, ki ste pozabili, da so za nami olimpijske igre, danes smo se zbrali, da pokažemo spretnost na poolimpijskem štajerskem biatlonu. Jernej Fak je pretekel prvo tekmo oziroma svoj drugi krog, vrgel 5 kep, 5 metkov, pa zadev enkrat. Ne? Veš kaj, taki kot je bil čuden, pa malo se ta bilo čudno vrnili, pa ni šlo. No. Ja, tarče so krive. Zdaj, to tudi je, kar precej ga je bilo. Zdaj ne je dosegel čas 3:35 plus 4 kazenske oziroma 4x5, ne, vsaka šteje po 5 sekund, je to 20, 3 minute 55 sekund je tvoj čas. Zdaj kot druga se že ogreva Daniela Majdič.
Jaz mislim, da če v 3 urah 55 nazaj, sem dobra. Ti si športnica, rojena. Ja, mislim, tekm po mojem ne bo delal težav. Bolj me skrbijo tiste tarče, da upam, da ne bo se kaki sprehajal iz trgovine mimo, ker bo dovolj pa v glavo. Ja, to ni nič hudega, zdaj ti lahko to po partizansko narediš pa ležeš, tako so to partizanke pa kurirke pa to delale, pa bacale granate. Ne vem, koliko si zdaj stara, če še veš te zgodbe iz tistih cajtov. Raje ne bi vmes kar 100 eto probala opraviti. Je apliciral na letnice svet. Ok, vredo, si ti pripravljena, tako kot moraš biti vse? Ok, mi da se bomo maknili, ker to bo hitri šprint, to bo hitri štart. Preden nas zamete, evo, Pyeongchang 2018, štajerska repriza in prequel za Duplek 2020. To je to, Daniela Podgornik Pekić v nizkem štartu. Si pripravljena? Mi štopamo. 3, 4, zdaj. Tak, gremo. Veš, kaj tu už mogla sem malo nagniti? Tak, ja. To, če padeš s temi smočmi, je tako, da si s težkim motorjem padel, ne? Pa približno, tak, ja. Na koncu imaš taki občutek, kot da ti gori v pljučih, tako da Danieli nič lepega ne čaka, čeprav in ne želim tega, samo tak je, ne. Gremo. Maš to. Ja, imaš samo nito, veš, nito. Veš kaj, pa ne, veš kaj, danes nam je malo, ker smo bili v tem obdobju, zdaj ko smo dala priprave skozi, pa smo malo zmatrana še, ne. Mogla bi neke višinske priprave imeti, pa to pa nekako niste nič za to poskrbeli, ne. Jaz mislim, da bo treba drugič iti recimo vsaj nekam tja na K2 ali kaj takega, tisto pa je en zelo tak varen vrh. Pa bo en borovnička pomagajo, samo ne vem za... Tiste borovničke moraš v bistvu inhalirati ali pa si jih dejansko v žilo stisniti, direktnega. Ja, ali da sploši kar do pogledaj ruk na to še boljše. Daj Pekić, gremo, imaš to? Ker tiste se zamašijo bolj pri žilah, tako da gre kisih komod skozi. Ja, ne, veš kak je problem, da ko prvi krog narediš, nič ne vidiš, ne. Taki občutek imaš, kot da si slep, ne. In pol, ne vem, tak hecno, no. Zdaj vas je čisto malo tu omakni, ker zdaj, ko bo pridirjala polistera ravnine, to zna biti kar nevarno za in mene in tebe. Da se remakneva. Zdaj se tako v tistem olimpijskem studiu, ne? Ja, ko... Daniela Majdič v ciljni ravni. Oba! Tak, ja. Maš? Bo? Evo. Nič ne bo zgubila. Evo, da vidimo prvi metek, prva tarča. Malo bolj levo. Se snemam za video analizo. 15 sekund pribitka. Veš kaj, veter je. Ni hec to. Blizu. 20 sekund pribitka. Bravo, kaj? To si not? Ahun. Daj dihaj ti rajši, ker boš rabila še en krog. Tiho boje. Treba pohiteti. Daniela Majdič s strunnim korakom. Tu imaš taki stil pokakanih hlač, ne? To mi je tak všeč, ne? Ker jaz sem to isto, ne? Veš, kot da si... Če bi malo bolj razno stopila, bi verjetno šlo boljše, ne? Ne more, ker ni placa, ne? Veš. Samo malo dober stil, meni je všeč, to smo pilili zadnjič to tehniko. Samo zdaj malo kondicija matra, veš. Ja, pa višinske priprave niso bile, ne? To pravim, veš čas, ne? Tada, če bi zdaj drugi teden Pekić, drugi teden imamo še enkrat. Drugi teden naredimo eno reprizo, prijeta sem oba. Tako, ja. Viš, to pa najhuje, ko se ti zgodi, ko si stopiš na smučko, ne? Ampak ni še padla, ti si padel že 3-krat, ali kaj, ne? Vem, ja, to pa me malo mori, ne? Samo glej. Ja, viš, to je zdaj to, ne? Varna nota. Čeprav... Ja, če kaj te ne rečem, nimam komentara, ne, ker dobro se drži, jaz bi dal zmago že za to, ne. Ja, pazi, zdaj ovinek leve, zdaj tudi hec. Ja, to je, ker tu je zdaj strmina, tu zna biti, da bo zgubila kontrolo, težo je prenesla na zunanjo nogo, torej na desno. Ciljni šprint ima zdaj, ne? Šprint. Bliža se ciljni ravnini smučko. Tako je, majka, tak, ja. Roko pa za... Glej za to. Ja. To je tisto, kar odlikuje olimpijske igre, to je tisti borbeni duh. Upam, da vidi to Petra Majdič. Evo Daniela v ciljni ravnini. Še malo, stop! Kaj sem zgubil? Si ti videl to, pa zdaj to ni res. Gremo, ja sicer čist nič ni, ne, še vedno stoji pa vse to, jaz si mislim, da boš padla na koncu. Tako se je, kot da je prišla slikat se malo, ne? Tako da je prišla slikat. Ja, ženska, veš, ona je ženska, saj viš, ne? Ja. Cilje, valjda. Ok, daj mi povej, kak se počutiš, občutki? Prsto več ne čutim.
Ne, vrejo, lahko še grem komod. Ja, okej. Daj še ti še kar steči en krog midva z Jernejem greva ta čas na borovničke pa na čaj. To je to iz Pjongčanga, ki je srečal Maribor. Jezus. Dajmo mi en komad raje za 5 zaigrat. Sopranosi bodo z nami, mi pa gremo zdaj tu Danielo nekam odpeljati, sam ne povem kam. Si v redu? Bil je trenutek za sanje, pobožal si me z roko. Spoznala sem, da končno sem tebi našla svoje zlato. Že prvič si me poljubil, zavedno krade vsak moj dih. Zavedala se prevare, a me prepričal smeh je v tvojih očeh. Brez besed si mi dokazal, da pripadaš moj svet. Brez laži čutila sva, da zdaj kot eno sva si. Nikoli več ne izpusti me, del si mi, ko si prijel mi roko. Vse drugo zdaj je pozabljeno, v hipu vedela sva, to je to. Najlepše zgodbe začnejo se, ko si se daje pravlično nebo. Ko čutiš, da se ti bo išlo, do konca zgodbe vedno srečen boš. Vedela, da zdaj zavedno bova ena oba. Spet in spet delila skupaj bova vedno ta svet. Ko srce za sebe najde drugo srce, ljubezen ta nikoli ne umre. Tvoja sonca sreča zasijala je, to diamant na moji roki pove. Zdaj oddalec sliši se zvonjenje zvonov, ki pripeljali naju bodo domov. Eno bova, eno sva kot upanje, zdaj nosila bova isto ime. Brez besed zaspiva skupaj do naslednjega dne. Spet in spet delila skupaj bova vedno ta svet. V vetrovnik gremo z RTS, sploh vsi, ki boste obiskali našo Facebook stran RT24, tam všečkali objavo, potem delili objavo in seveda napisali nekoga, ki bo šel z vami v vetrovnik. Kdor si pač upa, recimo jaz predlagam, da vzamete nekoga iz familije, ki ima trajno, kakšno mamo ali pa taščo recimo, da bo toliko bolj luštno vse skupaj. Torej napisati, po tega, če Facebook profila nimate, pol dajte to čim prej narediti, Aerodium Logatec čaka, mi pa tudi, da vidimo, kaj se bo z vami zgodilo. Zdaj vsi, ki ste že se napisali, ki ste že glasovali za to nagrado, za vetrovnik ste zbrani v tej kocki, vsi ostali pa še pridete sem not. Naslednjič, žrebamo naslednji petek, ne pozabite, tako da ni več časa, ni več časa za prelaganje, dajte to narediti čim prej, ko bo današnja oddaja konec. Še 5 minut počakati, pa bo to to. Evo ga, vetrovnik čaka na vas, mi čakamo na kaj? Na lepše cajte? Ne. Vse so tukaj, vse so lepši cajti so tu. Zdaj, jaz bi vam rad čestitev za čudovito opravljeno delo. Na smučeh. Če boste te propadla kot plesalca, recimo, ali pa neka mentorja,
še vedno lahko gresta. No? Tek na smučeh izvajati, pa No, bodimo realni, zdaj na smučak, nekaj prihodnosti ni. Bo pa fajn, no, mislim, Dobra izkušnja. Poslušaj, za tolažbo je še tu za vsakogar en kos torte, zunaj smo se hecali. No, da, ti si želel pojesti, kaj? No? Ali kak je že bilo? Ja, mislim, jaz... Če bo Več kaj za različne jesti, izzive imate vi za goste v tej oddaji, ne? Zdaj, Ja, ne vem, imamo, ja. Jaz imam tako Seveda. srečo, da sem glih na leto na biatlon. Če bi imela za izziv s hrano, bi me ful premagal. Ja, mislim, to. ne. Gladko. Ja. Ja, nazadnje smo kremšnice jedli, če se prav spomnim, ne? Ker je bilo treba naciljati, ne? Kako zavezanimi očmi in te hece. To bi bilo zate, evo. Tu si se super odrezal, pa še zmagal si. Čas 3:35 zate, pa če upoštevamo še 5 sekund prebitka za vsako zgrešeno tarčo, 20 sekund, ne 4x5, je končen čas tvoj 3:55, Daniela je bila zelo blizu. 3:38, kar pomeni 3 sekunde je tam bila. Ja, samo zdaj še si pozabil strokovno žirijo, pa one, ko ocenjujejo sodnike, pa Daniela ima Ja, lepši za slog. slog, Pa, ne. ja, tako da jaz sem Pa v če bistvu ne bi imela težav z opremo, Veš kaj, na koncu hec je bil v tem, da si ti dal vse od sebe, ti si padel v cilj. No? Ti si padel v cilj, zdaj tisto, ko ste rekel, da dobro, da ne vidijo. Ona pa se sprehodila, ne? Pa zdaj še malo, zdaj sem tekla, zdaj samo. Ja, veš, to tako je, ne? Jaz sem že star gospod, čeprav mogoče, vse veš. Ja, se vem, saj Leta. 3:38 plus 5 zgrešenih tarč. ja, pač ciljam ne dobro, Probaj ne? leže drugič. Tam mi gre dobro. 3:38 plus 25, torej 4 minute in 3 sekunde, 4:03. Jer ne, evo, ti si zmagal. Daniela dobi sicer za umetniški vtis absolutno boljšo oceno, da No, hvala. to ni kaj. Dajte mi povedati, kakšni so načrti za prihodnost za vaju? Kaj boste? Ja, plesala še bova dalje, ne? Okej. Zdaj v letošnjem letu, v poleti še nas čaka v Križankah plesni projekt Dan Samore. Okej. Tako da, če ste nas v Mariboru zamudili, vsi vabljeni v Ljubljano. Upamo pa še, da pridemo z projektom v Maribor še enkrat, tako da boste imeli še enkrat možnost. Drugač pa redno, ne? Tako. Redni ples. Redni ples, kaj to pomeni? To je zdaj Ja, no, narekovajih ali... Se vračam. Ja, v bistvu midva v plesu pač delamo vse, torej kar je ples, smo midva, res je sicer, da ne tekmujemo več zadnjih par let, ampak lotevamo se pa vseh možnih projektov takih in drugačnih, zelo rada nastopamo, zelo rada koreografiramo, zelo rada, ne vem, učimo ljudi plesati, ne, ali je to za poroko, ali je to karkoli, ne. Rada plešemo v predstavah, evo, Dan Samore, ena izmed njih, še en šov prihaja za spomladi, tako da pa polno nekih stvari je, no, tako da... Dobro, jaz ko sem odločil, da je vseeno boljše se naučiti plesati, kot pa si klopotačo na hrbet zvezati, se vam odločil za vaju, pa prosim, tortica, torta nisem už dobila na koncu, sladkega. Veš kaj, to je bila v bistvu moja edina luč na koncu tunela, ko sem padel v cilj, celi prešvican, pa slinas, ne, tako da... Zdaj so moja biatlonci tudi, Jaz si vse povedal, dobro, dajmo zdaj malo počakati, torto je še treba pojesti. To je to, hvala, ste bila tukaj. Hvala za povabilo. Čudovita sogovornika, sta bila čudovita gosta. Ena zadeva nas še čaka, to je Damjano Roj in komad Forgive Me If You Can. Poslasti za konec nocojšnje oddaje. Ne zamuditi naslednji teden v petek ob istem cajtu, valjda. Do takrat ne pozabiti, zacaknati opomnik nastaviti. Mejte se. You have given me everything I wanted, but I always seem to let you down. For you never told me what you needed, and I feel such a clown. All the misery I made you suffer, and the sunny days I turned to rain. As I look inside my own tomorrows, there are moments I cannot explain. And now that I'm singing these verses for you, and this is the moment of truth. The seas may be stormy, but I will return. Now all of my bridges are beginning to burn, but I am so weakened and you are so strong. I'm only a human, I know I don't wrong.
millionaire, but the motor is no longer running, for I'm broken and beyond repair. And now that I'm singing, this verse is for you, and this is the moment of truth. The seas